Vlada je včeraj na dopisni seji izdala nov odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, ki dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini, pa tudi vzdrževalna in sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja. Odlok prične veljati 18. aprila. Vse podrobnosti pa bo pojasnil minister za notranje zadeve Alojz Hojs. Vse, kar je veljalo že do sedaj, velja tudi vnaprej z naslednjimi izjemami. V odloku smo eksplicitno napisali, da ta odlok avtomatsko sledi vsem sproščanjem, ki jih bo v naslednjih dneh pripravil minister za gospodarstvo ali minister za zdravje. Z drugimi besedami povedamo, ko se sprosti dostop do cvetličarn ali vrtnarij, ali ko se bo sprostilo izvajanje tehničnih pregledov ali karkoli drugega, to avtomatično za sabo potegne to, da tega odloka ni potrebno spreminjati in to avtomatično velja od sobote dalje. Druga ključna sprememba, ki jo je v tem odloku sprejela vlada, je prepoved omejitve gibanja iz občine v občino za vse, ki imate, posedujete ali razpolagate, imate v najemu, ste zakupniki ali kakorkoli drugače upravljate z vašo nepremičnino ali objektom, tudi premičnino. Torej, soboto v polnoči se sprošča gibanje med občinami za vse tiste, ki želite kaj postoriti na svojem vikendu, za vse tiste, ki imate njivo, ki bi jo bilo potrebno obdelati v drugi občini, sadovnjak ali karkoli drugega, kar morate nujno postoriti v sosednji občini. V ta namen smo skupaj z odlokom pripravili tudi ustrezno izjavo. Ta izjava bo objavljena na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in na spletnih straneh informacijskega centra. Prav tako pa so vsi tisti, ki v teh klicnih centrih v teh dneh delajo po 10 in več ur na dan, danes in jutri detaljno informirani za podajanje informacij vam, spoštovani državljani in državljanke, tako da se do sobote lahko na novo izvajanje odloka ustrezno pripravimo. Torej, kaj bo zajemala ta izjava? Ta izjava bo zelo preprosta. Na njej boste zapisali vaše ime, priimek, napisali boste, od kje in kam potujete in v 3-4 alinejah napisali tudi to, kakšen je namen vašega potovanja. Želimo, da v izjavo zapišete tudi to, koliko dni se nameravate zadrževati na vaši novi lokaciji. To gre predvsem za to, da sami ocenite, za koliko časa boste imeli vaše bivanje na novi lokaciji brezskrbno, kajti ocenjujemo, da je nujno in da je potrebno, da se zavedate, da ob tem, ko prehajate z občine v občino, v občini, kamor prihajate, še zmeraj ni dovoljeno dostopati do trgovin, do vseh drugih izjem, ki so sicer dovoljene v vaši osnovni občini prebivanja, ravno zaradi tega, da populacije znotraj občin ne mešamo. Tretji sklop spremembe tega odloka se navezuje na sproščanje določenih športnih aktivnosti v posamezni občini. Zaenkrat so te aktivnosti še vedno dovoljene zgolj v posamezni občini. Dovoljujejo pa izvajanje vseh tistih športnih aktivnosti, tudi če niso samostojne, torej tudi če boste igrali tenis, igrali golf, balinali ali kaj podobnega, te omejitve ni več. Torej, ta odlok se omejuje oziroma napotuje, da lahko izvajate športne aktivnosti, kjer niste drug drugemu vsak sebi, kar pomeni, da še vedno ne izvajamo kolektivnih športov, kot so nogomet, košarka, rokomet ali kaj podobnega, odprti pa so vsi drugi športi. Samostojni podjetniki, kmetje, verski delavci in pa poslovodje in družbeniki gospodarskih družb, ki so zavarovani na podlagi 040, tisti, ki se s tem ukvarjamo, vemo, kaj to pomeni, oziroma gre po zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. Ti imajo možnost, da s isto izjavo, katero sem omenil na začetku, ko izjavo izpolnijo, imajo možnost, če so zaradi koronavirusa ostali brez dela ali pa jim je delo zelo oteženo, imajo možnost, da zaprosijo za ta mesečni temeljni dohodek, ki znaša po mesecih, torej za polne mesece april in maj 700 evrov in za mesec marec 350 evrov.
Izjavo so že vložili, torej prva nakazila bodo 24. aprila, pomeni vsi tisti, ki bodo vložili izjavo preko e-davkov od včeraj do 18. aprila, bodo prijeli nakazilo že 24. aprila. Vsi ostali, ki bodo vložili izjavo od 19. aprila do 30. aprila, bodo prijeli plačilo 10. maja in vsi tisti, ki bodo vložili izjavo od 1. maja do 31. maja, bodo prijeli plačilo 10. junija. Torej, ta zadeva je nekako tempirana po mesecih. Normalno je, da tisti, ki ne bodo vložili te izjave v aprilu, torej bodo pozabili, lahko vložijo maja in bodo prijeli vsa 3 plačila v mesecu juniju. Torej, nič ni izgubljeno. Tukaj bi še rad opozoril, da morate tudi biti pozorni in preverite svoje knjigovodske kartice, da se upošteva stanje davčnega dolga oziroma dolgov, ki jih imate na finančni upravi na dan 9. 4. 2020.